Živijo, živijo, Peter spet z vami in dobrodošli v našem tretjem dnevu potepanja po Bosni. Z mano sta seveda tudi Luka pa Janja in danes smo spali na takele lepi planoti na Livnu. Danes je cilj, da pičimo tjale gor, na najvišji vrh tlele okoli. Mislim, da je Cincar, nekaj čez 2000 metrov visok vrh. Potem pa se bomo spustili dol v mesto Livno, po eni taki cesti, ker včeraj smo gor vozili peš, skoraj isto, ko bi šli peš. Potem pa bomo šli proti Mosterju, verjetno so te skobele pogledati in do Mosterja skočili in tam nekje zaključili dan, tako da kar pestro bo. V takem zelo umirjenem, ležernem jutru počasi odhajamo proti prvemu cilju, tjale gor. Kar sem pozabil povedati, ta planota Livno je najbolj poznana po tem, da se tukaj pase tretja največja čreda divjih konj na svetu. Tako da upamo, oziroma nadejamo se, da jih bomo danes nekaj tudi videli. Imamo nekako idejo, da gremo po lev stran gor, po desni pa dol. Jaz mislim, da se najde še boljši prostor za spati. Mi smo se odločili, da ne bomo po cesti hodili, ampak je potravo bolj lušten in bomo kar potravo rezali kele gor. Tole je pa skoraj siguren kost od konja. No, pa še zgoren konc Lubanje. To je pa neverjetno. Sploh hodimo kar nekje in mrkacije se pojavijo. Ne prene, ne vemo, kaj bo polem. Pa kilometre, gremo lahko levo, desno in mi na markacije pridemo. Noro. Drugače pa seveda konji niso tle od nekdaj, ampak v bistvu ta čreda je nastala tako, da so kmetje v bistvu niso več rabili konj, so traktorji prišli in jih niso hoteli pobiti in so jih v bistvu spustili in seveda kljub temu, da mislimo, da mi moramo za živali skrbeti, žival zna zase zelo dobro poskrbeti in če ima dosti hrane pa vode, bo seveda preživela in se razmnoževala in to se je tudi zgodilo in se še dogaja. Tamle v daljavi že vidimo neke konje, nekaj na 4 nogah, veliko, mogoče so tudi krave, ampak mislim, da jih tle gor ni. Pa zgleda včasih korita za voda, Tole je bilo zagotovo korito za piti, za živino, tole pa vodohrama.
prav neverjetno slišati, koliko ptičev je, kljub temu, da praktično ni dreves. To skozi pojejo. Se pa tukaj, ko se začnejo malo dvigati, je pa tudi vedno več kamnov med travo. Ko se priklop. Ko se hodiš takole, zdaj gremo Daj, no. teliček gremo, hopa, vzemo. Me prav zanima, do kje na pobočju bo videti konjske iztrebke. Tukaj, ko se je začel malo bolj strm vzpon, smo imeli še nekje 500 višincev do vrha. Zdaj ocenjujem, da sem na slabi polovici. Tole tukaj stavbe, ki se vidi, tukaj pa največkrat moč videti konje. Ampak zdaj ne zgleda, da bi bili tam. Bomo pa vsem za dol, bomo šli tam mimo. Prvi sneg danes. No, nekaj časa že nisem fig konjskih videl. Sem rekel, ne gre toliko visok, evo pa so čist pod vrhom. Takole pa smo na vrh. Prvi bosanski 2000-ak je osvojen. Gremo še kaj malo naprej od Lukata. Pa naredimo en razgled. Evo ga, 2006 metrov visok cincar. Bravo. Ja, tole pa nisem verjel, da je 2000 metrov. Sem se prav dvigal na koncu. Kakšen razgled je. Tukaj so res taka prostranstva so, da sploh nimaš čem primerjati v Sloveniji. Res je neverjetno. Ja, mogoče še tamle dol je Dinara, to je najvišji vrh Bosne. Jezer, ki smo bili včeraj, pa oziroma predvčerajšnjem, pa greben, ki smo ga včeraj prehodili. Tole spod je pa Livno, čeprav mislim, da je Livno prav spodaj dol, da se ga ne vidi. Danes za ta prvo malco sem si vzel jabolka s sabo, sočna so, ka ne vem kva. Skoraj ni treba piti nič, ka tole ješ. Pa ta druga malca bojo pa spet datlje ali pa fige. Tukaj bo pa treba res enkrat iti z nahrbtnikom kar tako za par dni hoditi. Kaj tale prostranstva. Tišina, mir, sam ptički. Naš naslednji cilj bo pa tukaj dol, ampak bomo še malo tule uživali v razgledih. Kako Luka lepo Janja čaka. Tamle, evo. Janja! Hitra je.
selfie z vrha, Juhej! zdaj gremo pa koga iskati. Ja, načeloma kombi, ampak jaz upam, da Konje? bomo videli kakšne konje. Prej gremo konje iskati, kombi vemo, kje imamo. Ni treba iskati. Vsaj upamo tako. Nič, gremo dol, ne? Iha! Koliko je pa privilegij takole, ka si lahko pot zbereš nekje dol in greš in pač veš, da ne bo nobenih propadov pa nič pa enostavno greš. Res je prav, tega v Sloveniji ni, no. Odlično napredujemo, če ste se sprašvali. Tole pa pogledati. Tukaj je bilo kar fino naselje. No, tukaj pa se največkrat lahko konje najde, zato ker je, kot vidimo, izvir in imajo vodo, ne. Ampak zdajle, ker je v zadnjem času tudi kar nekaj dežval, imajo verjetno tudi kje drugje še vodo in boljšo pašo in so verjetno kje drugje, no. Evo, tamle smo konje uočili, tako da bomo še malo krog naredili, pa do njih skočili. Nič se kaj dosti ne zmenja za nas. Kar je lepa čreda. Kako je lepo gledati, ko so takole čist pomerjeni, pasejo se, svobodni. Od začetka jih je izgledalo samo ene 25-30, ne. Zdajle pa bolj, gremo okoli, več jih je. Sigurno je ne 80 konj zdajle smo videli. Res je tako prav mirno je. Prav zanimivo, daleč jih praktično nismo videli, samo mogoče ene par konjev. Evo, zdaj pa tukaj je kar dolina konjev. Za vsak krog, ko pridemo, je, ne vem, 100 novih konjev. Evo, grejo, Janja jih pelje na sprehod, zgleda. Nič. Tale livno smo obdelali, pa cincar, pa konje in gremo nazaj proti avtu. Pa smo tudi planinski dom našli.
vodnak z vodo, se bomo zdaj ufrišali malo, pa 2 pera smo našli. Z Lukatom ne pijeva, tako da bo ostal za Janjo. Evo, ne vem, kako se vi hladite v toplih dnevih, ampak Peter ima eno svojo verzijo. Čist drug. Pa smo ogledali tudi naš prevoz v dolino. Glede na to, da imamo ful dober plac tlele, smo se odločili, da bomo tlele še pojedali. Imamo itek, nimamo toliko časa, kot včeraj, tako da bo tole, pa tole bomo še naredili. Če še niste probali pasulja pa polente, probajte. Čeprav smo mislili, da bo že dosti konjev za danes, oziroma že ne bomo več videli, ampak ni še to. Smo že rekli, koliko je tlele gor malo smeti, ne? Bo pa tlele kar nejaki avto, tamle pa en kup enih gum. Tako da vseeno malo izgleda smetišče tle. Tudi gor. Tale se pa najbrž rekel, zakaj bi škarpe delal iz betona ali pa ograje, če lahko iz gum naredimo. Ker nekaj cajta tole sem gor vozil. Na poti do Mostarja smo se še ustavili za tale razgled, zadnji pa konj. Evo ga, mi smo v Mostarju, gremo zdaj pogledat tole čudovito mestno jedro. Največja znamenitost Mostarja. Verjetno še posledice vojne.
Tamara? Vse bomo vedeli. Kar malo gneče gor. Kar lepe terase, gostilen. Fante pa čakajo, da se jim plača, da skočijo. Ampak mislim, da danes ne bomo plačevali. Kaj je dober? Itak. Hvala. Evo, tudi Luka dobo svojo porcijo. Kar dobra panorama, ne? Še dole pogledati. Glih malo smo zamudili sončni zahod. Ja, malo smo pozabili zaključke delati, tako da bomo malo zdaj nazaj tole pokrili. Smo sicer začetek 5. dneva, ampak delamo zaključek za drugi dan. Ja. Ja, tretji dan. Tretji dan, ja, tretji. Se pravi, meni je bil fantastičen vzpon. Že zjutraj, ko smo se zbudili, ne, te razgledi, puno pričakovanje tudi, da bomo konje našli. Vzpon. Meni je bilo res super. Sam vzpon z avtom je bil malo dogodivščina,
Pol sem- pa res v tišini, ki se zbudiš, ki je res tako taka prostranost, velika. In praktično to, kar je že Peter med videom govoril, ko hodiš proti Cincarju, Ja. je dejansko pač kjerkoli hodiš, posod je neka pot. In res ta širina neverjetna, pač kakšna planota. Slišite žabe? Celo noč so nam pele. Ja. Po vas pohja tiska, pa konje vidiš, ne? Samo spon na Cincar je vse ni tako enostaven, pa splača se po markirani poti hoditi, ne kar nekje, ker je lažje. Fizično ni enostavno, tehnično pa ni problema. Ja, tako. Ja. tako. Pa smo šli do Mostarja, Mostar tudi lep, krompiroše so bile dobre, čeprav smo pol boljše jedli, ne? Ja. En dan kasneje. Ampak o tem še kasneje. Ja. Dejansko Mostar je res pač, mogoče nismo vsega videli, ampak tudi rečeno mi je bilo, da je Mostar za videti, pač most, šetnja in kava, tako da verjetno smo skoraj vse videli. Pa razgled gor je ful lep nad Mostarjem. Ja. Lepo se vidi. Ja. To pa smo se zapeljali do izvira Bune, tam smo prenočili, več pa v naslednjem videu. Tako. Mogoče še kle na tem hribu, na razgledišču. Na razgledišču. Tam je tudi zipline, mislim, da je tudi lepa pot s kolesom se dvigant, s kolesom po mojem, da so tudi traili za dol. Zgleda, da je kar nekaj stvari za početi. Ja, to je to. Super. Ja. Gremo v tretji dan. Čau!